En lep pozdrav vsem, ki ste se udeležili današnje nove predstavitve, nove knjige, literarne, našega dobrega znanca. Mislim, da v Zasavju tule, da ga marsikdo že pozna, Igor Gošte, nekdanji urednik na televiziji ETV, kjer sva bila tudi midva sodelavca svoj čas, kar več kot praktično 10 let, nekako, če narediva ta povzetek. Poznamo ga seveda, kot vidimo, kot zelo velikega ljubitelja in tudi ustvarjalca literature, kot pisatelja, tudi kot pesnika, kakor vidimo, in seveda kot športnika in tudi humanitarca. Tako da mislim, da kar se tiče uvoda, tukaj ne rabimo veliko besed izgubljati, vsem je že dobro poznan. Tako da, če se strinjaš, Igor, bi šla kar sedaj na tole tvoje aktualno novo delo. In sicer pesniška zbirka, kot sedaj ste pač že ugotovili, Iščem sonce. Tudi zelo, zelo zanimiv naslov, zelo primeren glede na vse pesmi, ki jih v knjigi pač najdemo. Ampak moje prvo vprašanje bi se pa ravno, Igor, na ta naslov nanašalo. Baje, da to v bistvu niti podrazno ni bila to prva izbira, Iščem sonce. Ne, ampak preden tole malo razložim, hvala vsem, ki ste prišli, veliko vas je. Prej ste videli, je prišel tudi Vlado Garantini. No, in Vlado Garantini, zagorski pesnik, je tisti, ki je mene usmeril, da spremenim naslov te pesniške zbirke. Meni se je zdelo, da je v tej zbirki, takrat, ko sem to pripravljal, veliko različnih pesm, tematsko, da so si malo raznolike. In ker prihajam iz Zasavja, kjer je znan Šmorn, sem rekel, evo, bo pa naslov Šmorn, imam kar take naša imena. Potem je bil pa Vlado tisti prvi, ko sem mu dal pesmi za prebrati. Seveda sem ga vprašal, če lahko tudi napiše potem mnenje v knjigi. To je vedno mene strah takrat, kakšno mnenje bo. Zdaj, če bi bilo zelo slab, bi jaz kar nehal. No in on je med drugim napisal tudi, da se mu zdi malce ponižujoč naslov, da bi bil Šmorn, da so recimo pesmi bolj kvalitetne, kot je Šmorn, ampak jaz se s tem glih nisem strinjal, ker mene je tudi Šmorn zelo fajn. Ampak po sem pa malo razmišljal, dal je tudi idejo o neki s soncem, ker je rekel, da se v teh pesmih čuti, da jaz kar naprej nekaj iščem, ponavadi pa sonce. In tisti, ki me poznate, pa me srečujete ven iz avtomobila, te naši kolesarki, pa še prej po cestah, jaz največkrat laufam tam okoli poldneva. Mene je takrat najbolj lušen, ker me lepo sonce gre, žena mi ponavadi reče, da je prav vroče. In jaz rečem, pa sej jaz ko laufam, to skuz piha, skuz sekam luft. Je rekla, ja, te po glav piha. Verjetno tudi, ko me Dalmatinci vidijo velikrat, ponavadi mi dva greva iz plaže tam okrog 11:30, glih za šporhet se meni nadajati, grem rej laufati na šporhet, na sonce. In tudi tam, okoli 11 začne na morju tisti majstral pihati in je prav lušen laufati. In verjemte, če laufaš, res piha, če pa lepo počas hodiš ali pa stojiš, je pa strašansko vroče. In to sem tudi malo omenil v svoji uvodni besedi. In ker iščem tudi sonce v drugih stvareh, toploto ljudi, rad sem s tistimi ljudmi, ko rad govorijo, ko izžarevajo ven eno dobroto. Predvsem to najbolj opazim pri svojih prijateljih v varstveno-delovnem centru v Zagorju, kjer pa res čutiš, ko jih enkrat spoznaš, pa ko jim dovoliš, da se jim približaš, da to vzamejo za svojega. In mene velikokrat kjer vpraša, pa kaj pa ti kar naprej hodiš v varstveno-delovni center, tudi če zdaj, ko sem v penziji, če sem šel prej kdaj po kakšni službeni dolžnosti,
Zato, ker oni pa res izžarevajo sonce. In si včasih mislil, ko me glava boli, ko moram kak tablet vzeti, pa malo jamram, pa si mislim, koliko sem bog. Ne. Se spomnim sam na tiste ljudi tam v varstveno delovnem centru z različnimi telesnimi pa tudi duševnimi težavami, pa si rečem, od 1 do 10 sem jaz mogoče na 0,5 proti njim. Ne. In oni pa tako uživajo tisto svoje življenje, tako sončni so in si rečem, evo, bom pa še jaz. In iz tega naslova je potem prišel Iščem sonce, bil je tudi predlog v iskanju sonca, ampak v iskanju sonca bi bilo mogoče to mišljeno, da ga kdo drug išče, ampak jaz ga iščem, ne bo kar. Prva oseba, avtorsko zelo. Iščem sonce. Dovolil pa mi je Vlado Garantini, da je pa eno poglavje, cikli, šmorn. Tako. Recimo, da so pa tam malo bolj take šmornaste pesmi. No, drug, ko sem mu dal pesmi za prebrati, je bil potem pisatelj Boris Karlošek, tudi že gost v tej naši knjižnici, tamle sedi, hvala ti. Je tudi zelo lepo mnenje napisal, ampak njem sem jaz upal, da tako, ker sem vedel, da on ne bo pokritiziral, ne. Moš malo zbirati. Malo večji dilem sem bil pa... Še tretja oseba je, ki je napisala besedo. Še tretja oseba je bila pa v bistvu tista, jaz namreč pišem zadnje leto za Domovino in Domovina, tednik Domovina je znam po tem, da nima čisto nobene reklame. Lastnik se je odločil, da reklam ne bo, ker če imaš reklamo, si pod določenem vplivi, to mi na lokalni sceni vemo, zato smo imeli zelo malo teh občinskih objav, reklam, ker če ne te kupijo. No in namesto reklam so se v uredništvi Erika Ašič odločila, urednica, da bojo na zadnji stran, tam so ponavadi reklame, je pa še na kakšni notranji, kakšna pesem. In sem enkrat poslal, oziroma 2krat sem poslal pesem, to so objavili in po tisti prvi pesmi me je poklical Ivan Sivec. Sicer se on vedno podpisuje Ivo, zanimivo, tako je želel, da ga tikam. Mislim, da imam 75 let, meni je to malo težko, ampak sem se navadil, ker je to strajal. In on je rekel, pa ti si pa tudi pesnik, ne. In glede na to, da sem imel že kar nekaj pesmi napisanih, ne vem, vsak let recimo eno, se jih je nekaj nabral, nekaj sem jih verjetno zgubil, ker z računalnikom sem jaz bolj tako, no. No in potem sem se pa res odločil, me pa to vse na hiter, no, ampak njega sem pa šparil čisto na konc, ker sem rekel, ipak je on napisal skoraj 200 knjig, mislim, da je 3000 skladb za te naše narodno zabavne ansamble, pa tudi za popevke. Bogat avtor. Bogat avtor, tudi ogromno člankov piše, mislim, da on od zjutraj začne ob 5 pisati, pa ne vem, cel dopoldne, on še kar na ših hod. In seveda potem ni imel ta prvi 2 dni čas, ker je bil nekje v Toplicah in smislil, tolo pa zdaj hudo, ne. Ampak po si ga je pa vzel, ne, in je poslal in moram priznati, no, da so mi kar malo, sem imel kar malo solzne oči, no, tako da če si prebral, je zelo lepo napisal. Res je, ja. Praktično vsi trije so zelo lepo napisali. Vsi, ne, ja, tako da se kar dotakne. Se dotakne, tako da so vsi objavljeni. Ivan Sivec je kot spremna beseda, jaz sem neki uvodnik napisal, potem ob koncu knjige sta potem še Boris Karlošek pa Vlado Garantini. Brez tistega šmorna, takrat, ki je bil še šmorn naslov, pa nisem čist mogel, takrat sem pa poklical pred tem še, ki je bil še naslov šmorn, Lojceta Čopa, on zna to speč, jaz tudi znam, no, ampak mislim, ne znam jaz, no, jem, Mojca zna. In je pol on, je rekel, to mi je pa ponos, da jaz ne pišem še. Tako da je tudi recept. Recept je tako, ker se ta poglavje šmorn začne. Tist pa ni v verzih. Tako, ne, tiste pa recept kot recept. Ja. In če ga je kuharski mojster napisal, pol je verjetno ta prav, ne? Definitivno.
Ja, vsekakor bolj primeren naslov, kot da bi bil Šmoren, pač celotna knjiga, normalno. Se ti zdi? Meni se zdi. Iščem sonce, tudi bolje kot v iskanju sonca, kot si preomenjal, ker je bolj avtorsko, tako da v bistvu res sebe izraziš, ti si tisti, ki išče sonce. In dejansko, ja, tako kot si omenil, se čuti ta toplota, humanizem, če mene kdo vpraša o vseh teh pesmih. Ni še dolgo, nekaj dni nazaj, ko sem knjigo prebral celo od A do Ž, od prve do zadnje strani, in pri vsaki pesmi se človek kar malce, lahko rečemo, zamisli. Nekatere seveda so malce bolj lahkotne, so pa tiste, kjer se res tudi globina najde, predvsem v mnogih pesmih. Tako da ja, definitivno naslov je zelo na mestu. Ampak Igor, zdaj pa mene tole zanima, ko si že prej, nekaj sva že omenjala, ko si razlagal, da ta naslov Šmorn, da ni čisto odpadel. Namreč, zakaj ni odpadel? Ker v bistvu moramo vedeti, da je knjiga nekako na 6 sklopov razdeljena, na 6 poglavij. In glede na to, da nekatere pesmi imajo neko tematiko, ki jim je bolj skupna, kot recimo nekatere ostale potem, s katerimi se naprej srečamo. Sicer si ti nekako tudi razmišljal, da ne bi bilo nič narobe, če teh poglavij ne bi bilo. V bistvu Ivan Sivec je rekel, tako, pa vendar. Sej ne bi bilo treba ciklusu dati, ker so tako vse ena celota, ampak sem imel že napisan, pa zbran. Tako da ja, zanimivo, recimo Lepote sveta se imenuje prvi cikel. A ti veš, to so na pamet? Očitno mi je bila knjiga zelo všeč, da sem si zapomnil. Ja, Lepote sveta, kjer se nekako posvečaš tudi malce pač tistemu, kar ne bi bilo na svetu estetskega, lepega. Mislim, da drugo poglavje je malce bolj mistično in skrivnostno, večna vprašanja si naslovil, drugi cikel, ki ima morda malce tudi s tistim, kar je malce opraviti s tistim, kar je malce omegli, morda tudi onostranstvo, religija, malce bolj mistične reči, tudi to recimo zelo zanimiv in pač večna vprašanja, zanimiv naslov. No, potem pridemo do tretjega, recimo sklopa Ljubezen, ta lepa beseda. Ta recimo, tukaj si se dotaknil tako svoje družine in otrok, nasploh kot tudi seveda soproge, mladosti, pač tistih ljubezenskih dni, najstniških. Tako sem jaz to nekako se doživljal, ko sem bral, če ravno poimensko ne imenuješ, ampak se točno ve, kdaj se govori o soprogi, o otrocih, očetu, recimo, se to zazna. Ne znam skrivati. Zelo, zelo tako nekako me je nagovorilo, no, vedel sem, koga si imel v mislih. No, potem so recimo še 3 poglavja. Recimo 4. poglavje Mojim, ponovno. Tukaj je recimo seveda še bolj družina pač nekako izpostavljena, nekako še neka nadgradnja ljubezen, ta lepa beseda, nekako tako sem si to, tako me je to nagovorilo. Ja, potem imamo pa še predzadnje poglavje, je recimo Katarza, če se ne motim. Katarza tudi malce bolj družbeno, že politično obarvano, kar precej resna vprašanja sveta in človeške družbe si se tukaj lotil v tem. In seveda potem, ko pridemo pa do 6. zadnjega poglavja, je pa tista beseda, ki smo jo že prej omenjali, Šmorn. Ki pa tudi ni nujno, da se nanaša izključno na hrano, na sam šmoren kot kulinarika, ampak morda tisto, kar je v naši družbi malce pereče in boleče vprašanje. Se pravi, če se recimo razprodaja, ena od teh pesmi mi je šla zelo recimo v oko in kako se v današnjem svetu nekako vse instantno postalo, kot nek plastik, fantastik, če se izrazim malce bolj po domače. Tako da te pesmi so kar malce družbeno kritične v Šmornu. Šmornaste, no, kot si sam rekel. Tako da ja, zanimivo, ampak seveda te pesmi so nastajale več let, več časa, ko si to zbral. Po čem si se potem odločal, katera gre v kateri cikel, recimo, čisto spontano ali nekako? Iskreno povem, si že pozabil. Bi prosil, če se da. Je bilo tako, no. Najprej sem vse pesmi nekako zbral. Mislim, da je malo več kot polovico
niti ne vem številke, novih, ampak to ne novih v tem smislu, da bi bile napisane v zadnjem mesecu, ko Ivan Sivec rekel, vse skar dober. Ampak tako, se je nabirali skozi, niso bile še objavljene v prejšnjih knjigah. Se pravi, čisto res nove, nihče jih ni še videl razen avtorja. Mogoče je bilo kaj tudi objavljeno, mogoče je bilo tisto v domovini kakšna, v Savozu, ampak v knjižni obliki pa ne. Potem je bilo pa nekaj tistih, ko so bile v prvi zbirk, Svetla Tama pa Obara, ker zdaj jaz verjamem, da tiste knjige, tudi zdaj nisem znan, ampak takrat pred 22 letom, da je prva išla, sem bil pa verjetno še bistveno menj in vprašanje, če ni že zdaj na tistih knjigah prah, pa kakšna pajčevina. In enkrat sem v tej knjižnic gostil zdaj že pokojnega pesnika Ivana Minatija in Ivan Minati imel en zanimiv način pisanja pesmi. V vsaki pesniški zbirki je vsaj 10 ponovil iz prejšnjih. Zdaj ne vem, ali iz vsake prejšnje, ali iz prav zadnje. S to taktiko, ker ljudje, tako kot omenjaš, da so že pozabili tiste izpred leti, ne treba ljudi na novo opomniti. Pa ker so moji, lahko tudi malo popravim, kakšno sem popravil. Tako da in so tudi tiste iz kdaj, tako da kjer ko bere, ali pa ko bo bral, si bo rekel, to sem pa že nekaj prebral. Ja, verjetno, ne. Čeprav vse pesmi ne moreš zdaj tako napisati, se niti ni tukaj besed, pesnikov pa na svet je pa velik, ne. Tako da so si verjetno kakšne podobne, so si kakšne rime podobne. Jaz tudi niti nisem raziskoval, tudi ko sem naslov zbral, ko je to pri meni enkrat zbran, jaz nisem šel nič pogooglati, če ima mogoče kdo že takšen naslov, pač boja dva, ne. Sej, ljubezen je tudi taka beseda, da si je ne more eden lastiti, ne. V vsej umetnosti praktično je tako, koliko je že romanov, novel, filmov ali televizijskih serij z istim naslovom. Mogoče bi tole najdel, pa bi spremenil, pa bi bilo verjetno narobe, ne. Ampak bi verjetno tudi tisti že kaj napisal, ne. Tako da jaz nič kaj veliko ne raziskujem, ko sem to nekako skupaj zbral. Pa jaz mislim, da je že skoraj konc, se mi pa že naljub, ne. Pa je bilo treba pa še malo po teh sklopih, po ciklusih kaj gre smiselno bolj skupaj, ne? Ja, tisto, kar se je meni zdaj približno smiselno, pa da jih ni v enih 20, v drugi pa samo ena je pa dve, ne. Treba še to malo pogledati, ne, pa še kjero pojel, kako staro, kjer najdete, pa kjero na novo napisati. Ja, tudi sem kjero novo še vmes napisal v tem zadnjem mesecu, ker ko sem jaz prvič izdal pesniško zbirko, sem jo zato izdal, ker se mi je zdelo, da pač pesniško zbirko je lažje napisati, pesem je lažje napisati, ne, kot je roman, ne, iz enega preprostega razloga, ne. Ja. Pesem napišeš, greš stran za en mesec, greš nazaj, imaš čisto nekaj majega za prebrati, ne, in popraviš, če kje za popraviti, ne. Ko pa pišeš roman, ko sem se lotil prvega romana, je pa tako, ne, jaz nisem tak, da bi, zdaj bom pa vsak dan, tako kot recimo sem slišal Ivan Sivec, od zjutraj do večera, pa mislim, da tudi Boris, od zjutraj, vsak dan piše, ne. Jaz recimo pišem, me prime, 2-3 dni pišem, potem pa pstim. Po navdihu. Včasih se čez pol leta odločim in jaz sem vse pozabil, kar sem prej napisal in moram pa še enkrat prebrati. In ko jaz, dokler je to 20 strani še gre, ko je pa to 100 strani, pa jaz preden to vse preberem, ko to vse preberem, sem mi pa naljub več, ne, in potem spet odložim za nekaj cajta naprej, ker se mi skozi nekaj dogaja. In tako da po romanih je malo bolj zapleten, ne. Pa da kakšne imene, kakšne letnice ne zamešaš, tako da, no, nisem pa jaz eden tistih, da bi dal potem te stvari kam na založbo, da bi se tam še ukvarjala recimo lektorica njihova ali pa tista urednica, ko bi preletela moje besedilo, verjetno tako bolj na hiter, pa bi pa rekla, Igor, tole moraš spremeniti, ne, tukaj sem pa jaz malo tako, malo samosvoj. Ja, je kar precej lažje, če avtor sam. Moram biti res, sem prav srečen, ne Vlado, ne Boris, pa ne Ivan Sivec, nista predlagala nič
da bi kaj spremenil, ok, kako stolnično napako kdo najde. Lektorica potem Jasna Drnovšek iz Trbovelj, jaz sem zelo za savsko ekipo, tudi Darjan Bunta, ko je to oblikoval, je iz porodu iz Trbovelj, je Ket pri kakšnem verzu dala 3 pikce, jaz niti ne vem, zakaj je to fajn, ne? Ampak mi je razložila, da je to en tak premor. Tako, ali morda odprta tematika še, ne zaključena. Recimo, ne? In sem videl, no, in kako tako stvar sem pa 3 pik sem pa že upošteval, ne? Ostalih besed pa niti ne, ker pa spet nisem jaz to, ne? In še nekaj, ne? Jaz ko se nekaj odločim, ko mi je nekako Sivec ne nagovoril, ampak spodbudil, da sem se odločil za zbirko, pri meni se mora to hitro dogajati, ne? To je bilo vse. Če bi tiskar še malo hitreje bil, pa je bil zelo hiter, ne? Mislim, da v 10 dneh, ko je dobil oblikovano, Darjan Bunta je to v enem tednu, če ne že prej oblikoval. 10 dneh je bilo že natiskano. Je bilo potem natisen, zdaj, če bi jaz dal to v založbo, bi verjetno rekli, Igor, veš, fajn, super, tole bomo pa objavili, verjetno še kak denar dobili za to, ne? Od kakšne agencije, Jaka, javna agencija za knjigo, in pride na vrsto drugo leto, to mene mine, ne? Mislim, da za to, mora biti akcija takoj, ne? In še nekaj, ne? Kakor vem, izkušnje, 3 knjige so šle romani pri založbi Ved, ta založba ni več, isto kot Vrhovca ne najdem, isto, če se kje javi se pisatelj, prek 50 knjig tudi napisal, zelo dobra prijatelja sva bila, ampak on je bil pač tudi poslovni človek. On je rekel, Igor, imaš kak roman? Imam, sem mu poslal samo za vsak slučaj 20% napisanega, sem si mislil, če bom jaz poslal celega, pa rekel, da ni dober delo brez haska. 20 strani je pa 20%, pa ni problem in on je ponavad rekel, ja, kar napiš. Potem je pa rok dal. In on je tudi hitro dotisnil. Sam kaj sem jaz dobil tistih knjig, 5 knjig za nagrado, ostale sem pa potem lahko odkupil po zelo takrat že. Mislim, da je on imel ceno 28-29 evrov, jaz sem lahko dal 20, ne. Knjige pa to je že 10 let nazaj in jaz jih lahko po polovični ceni odkupil, tako da roko na srce jaz sem naredil eno hudo zgubo družinskega proračuna, ker tistih 100 ali pa 200, ki sem jih odkupil, sem jih najmanj 100 potalo. 100 sem jih pa prodal, ker sem imel slabo vez, da bi jih jaz po ceni prodal, sem jih največkrat po tisti ceni, ki sem jih jaz odkupil. Ne morem jaz za 15 evrov kupiti knjigo, ne me pa potem prodati 28, ne, kakor piše. Ne. Tako da, zdaj so pa moje. Samo založba. 300 je mojih, pa mislim, ker jih je tiskar menda malo več natisnil, ne vem, to je neki s polami v zvezi, me je klical in rekel, kaj ne naredim s tistih 50, še imam, jih vržem stran, pripelj, bomo kupili še tistih 50, ne? Da ne bojo kje tukant. Tako to gre, ne? In tako da jaz mislim, da kakšne založbe na naš račun tudi kaj zaslužijo. Jaz mislim, da imajo že profit, če jih ene 100 prodajo, 100 jih nam prodajo, ne? In pa še 100 malo po knjižnicah. Imam sam podobno izkušnjo, ko sem pri Primusu izdal, recimo. Tako da imam raj, da jo oni distribuirajo. Tako, ja. Bolje, in potem oni to prodajajo, vse meni treba s tem ukvarjati tam po knjižnicah, ne. Jaz si sam primat vzamem, da v zasavskih knjižnicah si rečem, ok, to je moj Zasavje. Vse ostalo pa on hodi po Sloveniji z drugim knjigam, verjamem, da jih bojo nekaj prodali in to je to. To je ta vsa umetnost, ne. Črno na belem. Črno na belem. Tako da pesmi, vse ne vem, je lažje tudi meni dela je z njimi, no. Meni besedila je, pa tist popravljaš lahko, ne. Vsakič, ko prebereš, lahko popraviš, ker če pa v romani, ko ga imaš na pol napisanega, kako tematiko vmes spremeniš, moš največkrat kar od začetka, ne. Ja, saj to bi bilo nekako moje naslednje vprašanje. Zdaj odgovarjam. Na nek način. Vsi vemo, da imaš v bistvu praktično že kar bogato zbirko literarnih del za sabo.
več kot 10, mislim, da je ta 11. 10 je prav mojih, ena je pa skupna. Tako, Vlado Garantini, ti, jaz, tišine. Marinčič, Max, Ja. z poeti. Z poeti. In so si rekli, pa s poeti. Za gorski, zasavski poeti, za pika. In so rekli, kako ste lahko to narobe napisali na naslov, ne? Da še enkrat pojasnim. Veliko poeti, za zasavski, za gorski poeti. Tako. Ja, ta skupna je bila več pesnikov, mislim, da leta 2007. Tako, vsak 10 pesmi. Tako, tam nekje. Tako da sedaj, ko si napisal že toliko, recimo, in poezije, in proze, romanov, se sam vidiš bolj kot pesnika ali bolj kot pisatelja? Seveda, sedaj si razložil, da ti je lažje pač pesmi napisati, to za sedaj vemo. Najbolj kot nakladača, no. Aha. Se hecam. Kje misliš, da se lahko bolj izpoveš ali izraziš? Ko recimo primer, vemo recimo v zakulisju, ko si pisal, ker glede na to tvoje izkušnje, iz življenja, tudi ko si bil še urednik ETV-ja, vemo, da tam si se lahko zelo veliko izpovedal. Ravno tako se pa o pesmih normalno, vsak pesnik, tudi ti, si se izpovedal, ampak kje mogoče se bolj izraziš, da si rečeš, kaj pride bolj do izraza? V pesmih, kjer je pač poezija tudi malce sanjavo včasih, ali tam v romanu, ko pišeš o svojih izkušnjah, ali v svojem življenju, ko je pa malce bolj strogi realizem nekako. Kaj bi rekel? Pesmi so bolj lahko zagonetne, glih tako lahko mrske poveš, je pa res, moraš strniti, ampak pri romanih, glede na to, da jaz ponavadi uporabljam kar imena dejanskih oseb. Se ne skrivam, tam je pa ena tista večna dilema, ampak glede na to, da sem že prej povedal, pa tudi tale naslov je verjetno res, da prav iščem sonce, vse jaz sem družbeno kritičen, ampak probam pa biti nežleht, tako da ne žalim. Tudi takrat je pa sploh to problem, ko pišeš pa o imenih, o romanih, ko jih umeščaš v nek čas. Kako sem ga jaz videl, on ga je mogoče čist drugače, ampak enkrat mislim, da mi je glih teta rekla, da jaz olepšavam. Zdaj je vprašanje, če jaz olepšavam, ampak zdaj jaz imam god na 20. Zdaj so tam na koledarji marca Klavdije, sam Igorja ni, pa Srečko. In mislim, da mi glih brat enkrat rekel, ti si res Srečko, res sem Srečko, ne? In jaz vsaki stvar vidim nekaj pozitivnega, vse sem kritičen, ne? Ampak, ne vem, zadnjič ta teden bi si malo tale prst odrezal, žago mi je falil in bi nekdo rekel, kaka smola, ne? Da sem se tukaj, vse zdaj je že v redu, kukar tuk. Jaz pa imam s njim srečo, da si ga nisem odbil, ne? Pa še krompir. Prav je, da imam krompir. Verjetno se malce starejši spomnite, jaz sem včasih poznal Cvetnika pa Igorja, krompir. Tako da, in jaz skozi življenje tako gledam, tako da jaz v tistih, recimo, seveda te kdaj v življenju kdo prizadane, tudi v tistih, ko sem pisal v svojih prejšnjih knjigah, ampak nisem tiste slabe lastnosti. Mogoče zaradi tega ni pol tukaj iskrena knjiga, ampak kdo sem pa jaz, da bom pohvalim rad, da bi pa zdaj javno nekoga pokritiziral, oziroma ga je boljš ven pustiti. In včasih tudi morda se koga ne vključi. Ven spustil, pa sem si mislil, pri pesmih je pa to drugače, tako si ti rekel, se čutijo, da je napisana recimo Mojce pa otrokom, ampak ni pa napisan prav, ker to bi bilo pa se mi zdi malo plehko, da bi napisal, ta pesem je pa za Mojco. Ne, malo gibajo. Malo bolj v skrivnostnemu nekako, tako, kdo je ta oseba v ozadju. Ne vem, kako sem jaz skrivnosten. Nekako sem kar začutil, recimo. Sem tako odprta knjiga. Na koga v družini se to nanaša, recimo. Tako da, zanimivo. Prej, ko smo že omenjali, recimo, z telih 6 poglavij v knjigi, bi pa imel tudi še eno vprašanje, recimo tudi iz vizualnega vidika, oziroma kako je knjiga zastavljena, kot pač tisti, ki ste jo že
prebrali, ste to najbrž opazili, se je morda kdo vprašal, da vse te pesmi, ki so v knjigi, na vsaki prvi strani... Na lihi so, ne? Tako, na lihih straneh, evo, 11., 13., 15. in tako dalje, sode strani, se pravi, tisto, kar nam levo ostane, ko listamo knjigo, je pa prazno, nekako belina. Zakaj takšna odločitev, morda? Imel sem že včasih kakšno knjigo v rokah, pa so tiskari dali zelo tenk papir. Zdaj, jaz ne kompliciram, pa tam sprašujem ti, kakšen papir mi boš pa dal. Vem, da mi je povedal, kakšen ga bi bil belga, takšen kak je ta. Sem rekel, kar da je tega, ni tukaj, je tak bolj star, ima patino. In potem se črnilo oziroma tinta, tisk, tukaj pesem natisnjena, na drugi stran pa ne veš, a bereš uno prejšnjo pesem, a je novo. Ne? In zato sem se jaz odločil, da je vsaka tkule, ne? Pa še neki, ne? Kaka bi pa bila knjiga, ne? Če bi dal vsako na svojo stran. Že tako so moje knjige bolj tenke. In ker moram še nekaj pa šparati za drugič. Po bi jaz mogel še enkrat tukaj pesmi napisati, mislim, to bi bilo pa čez 20 let potem, ne? In sem se jaz skolo odločil, tako. Pa se mi zdi, da je kar fajn, no? Meni osebno je to zelo tudi zanimiva ideja, bom tako Sam ena gre na drugo stran še mal, ne? Tako. Ti sem se pa najbolj bal, da bo tiskar, bo to šlo. Pa mu ni. Ampak tudi nekako se lažje bere, tudi hitreje teče, ker takoj, ko odpremo naslednjo stran, ker je naslednja pesem, nam takoj pade v oči. Ne rabimo pač pogleda na levo prestaviti. Avtomatsko gre zelo hitro dalje. Tako da to je zanimivo. Moram pa povedati, da je to levo pa desno, ki je povedal. Nimam pojma. To je leva, ne? To mene vedno matra, dislektiki, tako da ni nad s tem. Še to sem mogel fajn potuhtati, ki sem prej govoril, soda pa liha, ne? Ampak okej, sej Google piše, tako da liha je 11 pa tako naprej. No? Tako da nisem za te stvari ne bi poučeval. Tako da ni nad s tem. Recimo študij teh 6 sklopov, ko imaš v knjigi, so ti nekako vsi nekako enako blizu ali kakšen sklop poglavja morda izstopa, da ti je še posebej pri srcu, ali pa morda v kakšnem poglavju oziroma sklopu, da ti je morda pa malce manj pri srcu, ali nekako na podobni valovni dolžini. Prej si omenil, da veliko pišem o nečem, kar je zgoraj, čeprav zemlja je okrogla, lahko da je tudi v spodaj. Gor nič nam nesli, mande. Vsi bomo nekje se srečali, zdaj, če bomo imeli srečo v vicah, v nebesih, če so, upam, da ne, da nas ne bojo imeli na žaro. Tako da, jaz nisem tisti redni obiskovalec cerkva, mislim sem, če grem cerkev pogledati, grobove grem zelo, oziroma pokopališča grem zelo rad pogledati, tudi zaradi priimkov. Tudi imam srečo, da imam različne prijatelje, ki so recimo evangeličanske vere, še v sorodstvu ga imam, potem mi smo rimokatoliko, potem imam neki, ko so muslimani. In meni je zelo dobro se razpravljati, pa iti na obisk, ko je njihov praznik, recimo Bajram, ali pa pri nam Velika noč, da se družimo, da se pogovarjamo, ipak bolj malo vemo o Svetem pismu, o Koranu, o Svetem pismu, ki ga imajo evangeličani oziroma knjigi verski. Tako da meni je to zelo pomemben. Odkrivanje nečesa novega še, drugega področja. Na koncu pa zveš, pa tudi judovstvo, na koncu pa zveš, da nekako verjetno vsi istega Boga verujemo, ali pa isto sonce, vse sonce je lahko tudi Bog. Ko enkrat sonca ne bo, tudi nas ne bo, ne, to je tako, ja. Pa verjetno zdaj že ni bilo, pa smo se spet pojavili, ker je tole res vse neskončno. Tako da s tem se velikokrat pogovarjam, ukvarjam, sploh pa se s tem ukvarjaš,
ko ti prvič kdo od bližnjih umre, se vprašaš, ali ga boš še kdaj videl, ali pa jo boš še kdaj videl, ali te bo, se ti bo kdaj v sanjah prikazal, se ti bo mogoče. Tako da jaz čisto verjamem, da kdo koga tudi videl, pa se z njim pogovarjal, še leta po smrti. Tako da te teme so me vedno zanimale, življenje po smrti. Jaz srčno upam, da je res bil vsaj Kristus, ko je to izkusil ob svoji smrti, pa je prišel nazaj, pa se je poje kar hitro naveličil, pa je še spet nazaj gor. Tako da je pa res, ne, manj beden nič drug še nazaj prišel, lahko pa da, tudi taka pričevanja poslušamo, sicer jaz ne glih, ampak razmišljam pa o tem in si mislim, dostikrat razmišljam res o teh vicah, da bi si saj vice zaslužil, ne. Da ne bi bilo slabše. Zato tukaj laufam, ne. Tako humanitarni tek, tako dobrobit. Upam, da mi bo uspel, no. Mislim, da to sploh zdaj pa pol tako, ne, če bo tam zelo fajn, tudi ni nujno, da se bom glih kaj preveč grebo za v nebesa, ne. Ker mogoče pa gor vse preveč pošlihtan, ne. Morda je pa spodaj bolj zanimivo, kot pravi stari irski rek. V peklu ti ni nikoli dolg čas, ker je ogromno znancev, s katerimi se moraš rokovati. Pa še topli, ne. Prijatelj in zebe jih. Ja, upam, da me ne bojo gor zdaj, imam rad toploto, tako pa tudi ne. Tako. Se pravi, to poglavje, večna vprašanja, se pravi to drugo. Ja. Tudi meni je bilo recimo zelo zanimivo to. A boš še kjero pesem prebral? Vsekakor. No, ko sva že ravno pri religiji, tudi sam naslov iščem sonce kot neko božanstvo, ko si omenil. Če bi to bilo napisano 2500 let nazaj v stari Perziji, recimo, kjer je bila še ta, pač vemo, poganske kulture pred judovstvom, pred krščanstvom, bi bil že sam naslov 100% religiozni, ker njihovo največje božanstvo je bilo samo sonce. Največje nebeško telo pač. Kaj veš, če nisem iz tistih časov? Perzijskih. Ja. Tako, največ so imeli, tako kot si že tudi ti ugotovil v knjigi, največ so imeli tudi od sonca, recimo, sami Perzijci, ker to je pač življenje, svobodo, tisto elan, kar človeka žene dalje. Čeprav brez tome, pa brez drža tudi nagrane. Tudi ne, pa vendar zanimivo, da Perzijci so se odločili za sonce, stari Grki pa za Zeusa na Olimpu, recimo, ta razlika. Tako da, zanimivo, ta poganska božanstva. Enciklopedija. Z zgodovinskega vidika, recimo. Ja, mislim, naslovnica, da bi bilo... bo dava kaj povedati? Tako, no ravno zato pa sedaj kažem. Jaz kamorkoli gram, tako, snemam, slikam, vse kaj je najlepše. Ko sonce v morju utone. Ali pa moja prijateljica Sabina Karaman, za katero me je včasih kar malce strah, laufava skupaj in ona gre ponavadi iz popolne službe, to se pravi ob 10 jo mahne na Škrljatico ali pa na Triglav, pa čaka sončni vzhod, ali pa gre po dopoldanskem šihtu na Triglav, pa posname sončni zahod, tako da fantastično, pa to pozim tudi, ampak ona je prav, da ni treba nič skrbeti. Sabina, ampak mene vse en malo skrbi. No in sem mislil, tiste morske so najlepše, ne, ko gre sonce dol. Pa tele fotoaparati še malo tako drugače naredijo, da še mogoče še malo lepše. Ja. Tako, ja. Ampak to ne bi bilo naše, ne? In z Mojco se velikrat sprehajava tudi gor iz Laška cerkev, veste, kot je, ne? Tis križ in tole je posnela Mojca. Mislim pa, da je Darjan, tukaj nek se še celo manj, da blog vid v spodaj, zakrito sonce, tukaj je pa mečken mal posvetljiv. Tako da je malce še poudarjeno. Pol knjige je Mojca. Tako. Zaslužna za naslovnico. Po mojem morje ne bi bil ta prav, ne, čeprav. Se mi zdi, da je kar lepo oblikoval, no. Primerno vsemu tistemu, kar sem prebral v knjigi. Ja, ne. Naslovnica že veliko pove. Tako. Ja, mislim, da bi bilo na mestu. Da, morda pa sedaj, veliko sva že praktično ogromno povedala v knjigi, pa mogoče bi bilo na mestu, da še malce prisluhnemo
Pusti pa prvo, ne. tako, da si Daj, no. predstavljamo pač, kako pesmi zvenijo dejansko. Ti veš točno, kje so, ja? Izbrane. Jaz imam listke. Tako, recimo iz prvega poglavja Lepote sveta, kot smo pač omenili, recimo tale se je mene kar precej dotaknila. Pesem Ta svet bo lep. Ta svet bo lep, ko se ne bomo sprenevedali in bomo tisto, kar smo. Ta svet bo lep, ko bomo gledali s srcem in s krvjo zaznali krivice. Ta svet bo lep, ko bomo opazili ljudi okrog sebe in ne le tiste na ekranih. Ta svet bo lep, ko bomo znali prisluhniti naravi in ne le čepkom v ušesih. Ta svet bo lep, ko bomo zaznali stvari take, kot so, in jih ne spreminjali zato, ker bo to in. Ta svet bo lep, ko zmaga bo poraz in poraz bo zmaga. Dejansko. Recimo, ne. Recimo. Ja. Zanimivo, da kot zanimivost, jaz sem pač prebral pesem Ta svet bo lep. Takoj naslednja in edina se mi zdi v vsej knjigi, da še to omenim, pesem, ki se pa morda navezuje na to, ker naslednji je naslov Ta svet je lep. Jaz sem pa prebral pesem Ta svet bo lep. Kakšen bi bil, tako optimist. No, zelo recimo zanimiva mi je tudi tale, meni zelo pomembna, recimo malce kasneje, in sicer pesem Prijateljstvo. Prijateljstvo. Vsaka pot se enkrat razcepi, vsak veter se obrne in se drevo prelomi. Je temna noč, ko sonce zagore se skrije, spet zjutraj nasmejano se name v posteljo privije. Le tisto, kar stke se skozi leta, zavedno ostane. Se ne razcepi, obrača in menja. Preprosto je tukaj in zdaj in zavedno ostane. Prijateljstvo je prijateljstvo. Prijateljstvo je to, Če ne. pristno je to to. Dolg sta že, ne. To pa že, mislim, precej. 20 let, 2005. A še jaz eno preberem? Seveda, da slišimo še tvoj izbor. Pa ja, jaz imam počakaj. Kaj si pa avtor izbere, recimo, kot najljubši ali dve izmed najljubših, bova rekla? Recimo, ne. Bolj Sanjal opazno. sem, jaz kar dosti sanjam, ne. Sanjal sem nov pravični svet, ko bo zraven cveta cvet, ker voda posod bo drla z bregov, ko ne bo se odvisno od malih bogov. Upal sem, da posod pride pravica, da se od temo izgubi krivica, da svet vojn in tegob zamenja mali beli golob. Čakal sem na odprto toplo dlan, ko človek v množici ne bo več sam, ko na obrazih spet se bo izrisal smeh in v srcih za ljubezen bole mesto in ne za greh. Sam ponovno bedno pokšal, ne? Tako, a še kjera? Lahko. Zdaj, kar težko je meni tole zbirati, ne? Vsaka je zelo... Dobro, da jih ni veliko, ne? Zdaj, mene se je pred leti, to moram povedati, to je pa sklop Katarza, me je poklical zgodovinar Jože Dežman in je rekel, da grejo, če imam cajt, da pele študente gimnazije Želimje, pa tudi dijake medicinske fakultete oziroma študente medicinske fakultete v Hudo jamo Barbarin rov. In če imam čas, jaz sem rekel, kdaj pa greš, mislil, ok, čez en teden. In rekel, ja, čez 2 ure se tam dobimo. In potem sem jaz na hitro mogel snemalca dobiti, ker pa vem, pa smo vedeli, da bomo ostanke po vojni pobitih v teh rovih najdli, pa tudi nekaj so jih imeli spravljenih v gajbice že, ker sem malo pred tem delal intervju z Mehmedalijo Aličem, ki je bil vodja odkopa, odkritja teh trupel, žrtev, in sem najdel žal že pokojnega Romana Špiljaka,
ker se vedo, da je tako, da bo pač tisto kamero laufo tam zdraven, ne bo se treba ustavljati, ker se težko ustavljaš, če je to 50 ljudi, ko hud po rovih, svetlobe ni ta prave, mora biti zelo iznedljiv in on je bil takrat iznedljiv. Vedel sem pa, da je Gorana ne morem poklicati, ker on pa do 2 spi tam, enih, ne. Sem vedel, da njega do takrat ne dobim, zato smo se Na prejšnji isti dan zmenili. bolj težko, Ja, prejšnji tako. dan naprej bi pa Se šlo. hecam, ampak tako je. No in potem smo šli v tisto hudo jamo. Jaz bi še hmal padel tam 20 metrov nižji dol v Velikem Jašku, so bili zapnam, ker verjetno so takrat, ko so jih noter pometali, pobili, ne vse, nekateri so bili dolgo še živ, so jih zapnam posuli. In meni, ko sem se nagnil pa pogledal, se je deska zlomila, ne, bila taka perela, ampak me je ta snemalec potegnil za roko, tako da bi se jaz hmal znajdel tam. No, potem smo šli to pogledati, neki so jih imeli pa okoli 1000, so bili pa v gajbicah za kruh. Take rdeče, rumene so bile in tam noter so bile, ponekod si še meso videl, ker je ta ap naredil pa brezračen prostor, ker to so za 11 pregrad zagradili. No in potem smo mi tam snemali reportažo, pok so ven prišli, predvsem te iz medicine, dijaki. Še zadnjič se ni ogledal, to se mi zdi, da je tudi moja najbolj gledana oddaja, čez 70,000 ljudi se je to ogledali. In to so bile pa res pietetne izjave vseh teh, da pač je treba tem najti pravo mesto. Žal ga pri nas še kar za nekatere ne najdejo, jih prestavljajo iz garaža v garažo, iz drugih jam, Macesnove naprimer. Tako da, in to ti ostane. In nekaj let kasneje sem jaz o tem napisal pesem, ki jo bom zdaj prebral in gre takole. Krik iz hude jame. Tu, mati, še vedno spim, sam, med tisočerimi kostmi, med kriki nemimi trpim. Tu, oče moj, ležim, sam, objemu teme, groze, za soncem toplim dan za dnem ječim. Tu, bratec moj, ležim, sam, globoko v krvavem robu, brez tople odeje spim. Tu, domovina moja, sam ležim, po kesanju tvojem hrepenim. To je ena takih pesem, ki se je mene kar precej dotakla in je mogla najti mesto v tej knjigi, zbirki. Ker ko to enkrat vidiš, si pa res rečeš, česa vse je človek sposoben. Jaz sem bil recimo tudi v Srebrenici, veliko govorimo o Srebrenici, veliko smo govorili o Srebrenici, ampak katastrofa, kar se je dol naredil, ko greš na tiste skupna pokopališča, si rečeš, joj, kaj je človek sposoben, ampak takih Srebrenic žal. Tudi trenutno se žal Imamo dogajajo pa se po svetu dogajajo in v Evropi Ukrajin, in Gaza, recimo. Gaza, marsikje. povsod po celem svetu, Sudan, južni. In ne glede na to, kdo je pač, kateri narod je napadalec in kateri je napaden, Tako. zločin je vedno zločin. Zločin je Civilisti. zločin, ja. Tako, in to. vsak ima pravico do dostojnega pokopa. To nas je civilizacija naučila in na to probam tudi v teh naših, v teh pesmih svojih opozoriti. Glede pa na to, da sem kar dosti optimistično naravnan, upam, zato pa katarza, da se bomo čim prej spravili vsem tem. In to je pa tisto, kar zadnje 2 let delam, ko sem prej omenil, da pišem, potem pa pol leta ne, in pozabim, kaj sem napisal. Pišem ravno v tej temi, pa lahko malo že zdam vsebino, zgodbo, roman, ko se na koncu dobita, povzameta ravno tiste dva, ki sta iz nasprotnih bregov in sta družini, več družin združila
spet v eno, ne. Tam, kjer družina, sploh še je, jaz sem še malo tukaj klasik, ne, družina je družina, ne. Korenine so korenine. Korenine so korenine, ne, Ja. in je družina nekaj najlepšega in poslušamo zdaj razna nasilja, ja, tega nam je zelo strah, tega pač mi nismo imeli, pa smo se mogoče več pretepali med sabo, ampak to je bilo vse, kaj ne vem, rivalstvo. Si se na enega vrgel, on na tebe, ni bilo to potem v vseh medijih, ker jih tudi ni bilo. Doma si bil raj tih, če ne si jih še doma okoli 6 dobo. Zdaj je pa drugačne vrste nasilja, ne. Mi se nismo izživljali tako, kot so se zdaj te fantje pa punce, osnovnošolci, da so enega na tle spravili pa ga brcali, ne. To skoraj vsak drugi dan neka taka novica, ne. Pravijo zdaj, fajn, spet bo treba, da gremo v vojsko, da se bojo otroci naučili, fantje, da se bojo naučili reda, da se bojo naučili posteljo pogrniti pa pospraviti, omare zrihtati. Glej, če se to doma v družini ne bojo, se bojo sam za tiste pol leta v vojsk, pa bojo potem spet isti. Družina je celica vsega, ne? In na to pozabljamo. Ja. Morala in etika človeka, če lahko tako zaključiva, izhaja točno iz tega, kakšna je vzgoja, iz kakšne družine je. Tako. Če se tam tega nekako ne priuči, kdo mu bo. Tudi vojska ti nadane. Malo reda že, ne? Ja, mene so že malo narediti spravili, no, ampak... Nekaj plusov, nekaj minusov v vojski, recimo. Tako. Tako. Ja, zdaj pa mislim, da sva kar izčrpno povedala vse, ne? Tudi prebrala vsak nekaj svojih. Ja, malo boš pustila, ne? Tako, da še kdo drug. Vabljeni k branju. Jaz bom še nekaj povedal, če lahko. Ja, jaz sem tukaj se malo sprehodil skozi občinstvo. Glede na to, da sem jaz Zagorjan, čeprav jaz sem manj kar Bujzak iz Sočana, čeprav živim na Izlakah, ne? Drugače sem pa v bistvu Zasavc. Zasavski svetovljan, evo. Tako. Državljan te Slovenije, ki imam neizmerno rad, čeprav zelo rad potujem in tudi rad objavim na Facebooku, če sem kaj. Sem zelo po svoje razočaran. Jaz vsakič, ko pesniško zbirko pa knjigo napišem, predstavim premierno v domači zagorski knjižnici in le redko, kdaj vidim v knjižnico med občinstvom odločevalce, tiste, ki odločajo, kako se bo kulturni denar, mimogrede, to je moj denar, kako se bo kulturni denar razdelil, naš denar, proračunski, proračun je naš. Kako se bo to razdelil, odločajo, kje se bo postavil kakšen spomenik, recimo tudi Primožu Rogliču, organizirajo veličastne slovesnosti. Redko kdaj pa kdo od teh, pa mislim, da jih je preko 20 zaposlenih, pa še 25 občinskih svetnikov, ki si pa vzame čas, pa pride za 1 uro v knjižnico, pa reče, evo, sem ponosen, da si Zagorjan, pa tudi, če ne bi rekel svojo prisotnost, bi to povedal. Res, da jaz mogoče nisem ta prav, ker, kako že reče, jaz sem na strani majhnih, torej tudi v vseh svojih člankih nisem glih verjetno priljubljen tistim, ki imajo škarja in platna v rokah. Sem kritičen do njih, ampak ne zato, da bi jih popljuval, ampak zato, da stvari spremenijo. In eden redkih, ki ga vidim, je občinski svetnik, podjetnik Primož Joševar, ki ima tudi sam inštitut Antona Korosca, prek tega izhaja tudi spletni časopis Slovenec, kjer mimogrede tudi sam kaj napišem. In Primož, sem vesel, da si prišel, da si eden redkih odločevalcev, čeprav kot slišim v opoziciji, ampak ipak si. Tako da to me pa žalosti. Verjetno pa, ne, če bi bil Janez Drnovšek, ne bi sem prišel zaradi njegove literature, ampak zato, ker se je treba pokazati, si mislim. Pa meni se pa pač ni treba. Hvala pa vam, ki ste prišli. Vesel bom, če boste kako knjigo tudi kupili. Zdaj, knjige so 20 €, to je pa spet javna agencija za knjige,
kjer moraš registrirati preko računalnika, ko meni sploh ni šlo, na telefon, ki se oglas noče nič pomagati, ampak 4 dni sem čakal, bo objavljen, je bilo, tako da je uradno, se lahko že prodaja, pol leta mora biti ista cena, ker pa jaz rad dam popust, dam pa tako, če boste tolo knjigo kupili, pa še tista te zadnja zdraven, knjiga je 20 €, tista ta zadnja je tudi manj, da imajo več kot 20, ampak skupaj bo pa 25. Tako da na uno dam lahko popust, na to pa ne morem. Ne. Tako da bom vesel, tudi bom kaj podpisal noter, ne. Če nam imel preveliko tremo, pa se ponovati nimam. Hvala vam, ne, ko ste prišli, tudi člani mojega rudarskega, muzejskega, etnološkega društva Srečno Zagorje, tudi jaz sem potomec knapov, tudi kakšna pesem je knapovska, pa seveda tudi moje članice skupine za onkološke bolnice, skupine za samopomoč onkološkim bolnikom Trbovlja. Drugače pa združujejo celotno Zasavje. Mimo grede, 15. septembra bomo prav za to skupino izvedli 14. zasavski humanitarni tek, laufali od 2 do 8 zvečer, vmes kako reportažo, se družili, objemali, mene bojo verjetno malo masirali, ker me bojo malo mišice dajale, tako da pa upam, da zbrali čim več denarja, da jim predlaufamo mogoče 3 dni radencev, tiste, ko bojo šle kar menda. Naša država tudi onkološkim bolnikom že zelo redko da rehabilitacijo v toplicah. Ne. Moš imeti tiste 3 črke, VIP. Se moraš znajditi. Ali pa imeti zelo fajnega osebnega zdravnika, da se za tebe potegne. V glavnem, hvala, res, ste prišli. Hvala pa tebi, ne? Hvala, ko si povabil. Evo.